V prvi tekmi tretje runde kvalifikacij za Ligo Evropa poraz na Ibroxu v Glasgowu. Rangers je na koncu zmagal 3-1. Tekma se je začela na najslabši možni način. Po izgubljeni žogi Derviševića so domačini prišli do hitre akcije. Prvi strel Kenta je Handanović še ubranil, toda žoga se je odbila pred Morelosa, ki je zabil v prazno mrežo za hitro vodstvo domačih. Prvi poskus Mariborčanov v 14. minuti, strel Pihlerja je vratar McGregor z nekaj težavami izbil. V 24. minuti najlepša priložnost v prvem polčasu, akcija hitra na polovici Rangersa. Tavares je pravočasno oddal Derviševiću, ki je streljal, njegov strel je najprej McGregor odbil, po odbitku pa je Zahović naciljal blok. V 32. minuti nova priložnost za izenačenje, Dervišević je podal predgol, Ivković pa ni dovolj dobro preusmeril žoge. V 39. minuti je že kazalo, da so domačini po še eni napaki mariborske obrambe povedli 2-0, toda zadetek Morelosa je bil zaradi ofsajda razveljavljen. Zato pa kazen na drugi strani. V 40. minuti je Dervišević lepo našel Vilerja, ta pa s prve udaril in zabil sjajen gol za 1-1. Le 2 minuti zatem lepa priložnost za vodstvo, toda strel Derviševića je končal mimo desne vratnice. Kljub dobremu zaključku prvega polčasa se drugi polčas ni nadaljeval na isti način, ampak podobno kot v prvem polčasu se je začelo z napako, ki so jo domačini pretvorili v vodstvo. V 49. minuti po prekršku Ivkovića nad Morelosom je bil strelec kazenskega strela Tavernier. V 52. minuti so na valu novega vodstva domačini še bolj pritisnili, strel Tavernier s skrajnimi napori Handanović izbil. Prvi poskus Maribora v 58. minuti, toda strel Bajdeta ni bil dovolj močen. Do konca tekme, kljub številnim menjavam, veliko priložnosti več ni bilo, kljub temu pa so domačini srečno povišali svojo prednost in jo napravili precej težavno za nadoknaditi na povratni tekmi. V 86. minuti je po podaji Murphyja z leve strani Koulibaly z nekaj sreče žogo preusmeril za hrbet Handanovića. Končalo se je s 3-1. Odigrali smo prvi polčas v nekem delu tekme izredno dobro, drugi polčas pa celoten slab, ko je bilo bistveno premalo vsega. Tako da jasno tekmo kot celoto nikakor ne moreš oceniti kot pozitivno. Oba polčasa smo začeli zelo slabo, alarmantno je, oziroma nenavadno je, da začneš drugi polčas, ko smo imeli iz prvega polčasa en res soliden rezultat, da ga začneš tako slabo in potem skozi polčas ne nehaš delati napake. Upam, da mogoče ta gol bo pomagal v skupnem seštevku z drugo tekmo. Vse je še odprto, ne bo lahko, težka situacija, ampak imamo en teden časa in verjamem, da bomo zmagali v Mariboru in upam, da bo tudi dovolj. Vijoličnim je tako ostalo veliko dela za povratno tekmo, toda ni še končano. Konec bokov bomo mi tako rekli. Prihodnji četrtek v Ljudskem vrtu ob 20:15, še predtem pa se v nedeljo vidimo v Ljudskem vrtu, ko bo v četrti rundi domačega prvenstva gost Gorica.